Lep pozdrav, spoštovane občanke, občani. En mesec ukrepov zaradi epidemije koronavirusa je za nami in vsi smo že nestrpni in seveda komaj čakamo, da se zadeve v Sloveniji in tako v Evropi kot na celem svetu normalizirajo, da spet začnemo živeti normalno, se premikati, gospodariti in živeti eno življenje vredno človeka. Ne glede na to, smo v štabu civilne zaščite in tudi seveda na občini Kranjska Gora zadovoljni z vsemi ukrepi, ki jih je sprejela vlada in seveda tudi predvsem z našimi občani, ki te ukrepe tudi spoštujete. Res se moram zahvaliti vsem, tako stalno nastanjenim našim občanom, kot tudi začasnim prebivalcem občine Kranjska Gora, da se posebej zdaj po zadnjih ukrepih vlade držimo teh navodil in res ne prehajamo občinskih meja, se v bistvu tudi poslužujemo osebnih zaščitnih sredstev in se držimo narazen. Predvsem to, da se držimo narazen, da spoštujemo vse ukrepe, nam daje te rezultate, ki jih v občini Kranjska Gora in tudi v celi Sloveniji dosegamo. Epidemija se ne razvija z hitrostjo, kot jo opazujemo pri naših sosedah, pri Italijanih, Špancih, Francozih. Tudi v Avstriji je precej hitrejši razvoj teh znakov oziroma okuženih. Tako da res Slovenci smo to zadevo vzeli resno in 3 občani, ki so pozitivni na COVID-19, ta moment v občini Kranjska Gora ne predstavljajo bistvene grožnje celotni občini. Jaz tukaj moram res čestitati tudi vsem zaposlenim in vodstvu našega viharnika, doma starejših občanov, ki se uspešno bojuje proti temu virusu, ker vidimo, da ko se enkrat ta zadeva pa vmeša v te domove ostarelih, starejših občanov, tam pa vrak vzame šalo in res zadeva zelo, zelo kočljiva na več pozicijah, na več domovih v Sloveniji, tako da res super, da ta moment nimamo še nobenega okuženega v domu. Tukaj bi lahko mogoče tudi omenil odlično sodelovanje s policijo, civilno zaščito in gasilci kot desno roko civilne zaščite. Tudi ta vikend, ko so v bistvu prvi teden veljali ukrepi, mislim, da smo skupaj zelo lepo nadzirali javna mesta, javne površine in tudi ljudje so se ozavestili in niso prihajali na ta v bistvu glavna krožišča, turistične točke, zanimivosti v Kranjski Gori. Tako je za razliko od predprejšnjega vikenda bilo ta vikend res mirno. Ljudje so se sicer sprehajali, ampak so bili posamični sprehajalci, večinoma občani Kranjske Gore. In tukaj na tem mestu bi vas tudi pozval, da seveda se držimo ukrepov, vendar skrbimo tudi za svoje zdravje, za svojo psihofizično pripravljenost in sigurno je pomembno, da ostanemo v formi, da bomo lahko, ko se zadeve umirijo, spet pognali svoja podjetja, svoje obratovalnice, gospodarstvo, da bo Kranjska Gora in Slovenija začela normalno delovati. Jaz vas na tem mestu pozivam oziroma vam želim, da si vzamete svojih 5 minut časa, da se sprehodite, da vzamete kakšne nove stezice v našem lepem okolju, da se z družino, z družinskimi člani odpravite, kamor mogoče še niste nikoli bili, da postorite te stvari, ki so vas težile in ki jih niste mogli celo življenje,
da v bistvu preživimo to karanteno oziroma izolacijo v čim boljši kondiciji in da smo optimistični. Tudi vidimo, da se gospodarstvo počasi popravlja, da je okuženih v Sloveniji iz dneva v dan manj in da se nekako ta epidemija počasi bliža vrhu in da se bo začela prej ko slej umirjati. Jaz verjamem, da se koncem maja tudi začenja gospodarska obnova oziroma zagon gospodarstva. Prav v sosednji Italiji po velikonočnih praznikih drug teden pač zaganjajo gospodarstvo, industrijo in tukaj sva zaradi kar nekaj zaposlenih iz naše občine v Italiji z sosednjim županom Valterjem Mlekužem iz Bovca poslala dopis na vlado oziroma na Ministrstvo za notranje zadeve, da bi se nekako dovolilo oziroma omogočilo prehajanje tem našim zaposlenim v Italiji, ki bodo vsekakor rabili nekako prehajati to mejo in verjamem, da bo Italiji sledila tudi Avstrija in Slovenija, da bo gospodarstvo, tako kot smo danes slišali, tudi Adria Mobil je pognala svojo proizvodnjo en večjih podjetij v Sloveniji, tako bodo poganjale v bistvu te gospodarske dejavnosti ena za drugo v naslednjih dneh. Tako da bodimo optimistični, verjemimo v prihodnost, v lepšo prihodnost, mogoče tudi v majčkeno drugačne čase, da pridemo v en bolj normalen svet, svet, kjer bojo vrednote mogoče majčkeno drugače postavljene in da počasi začnemo v naši občini normalno funkcionirati. Najlepša hvala in se vidimo. Ob koncu tedna smo izvajali nadzor nad spoštovanjem ukrepov, ki jih je predpisala vlada. V sodelovanju s policijsko postajo Kranjska Gora, medobčinskim redarstvom in gasilci iz celotne Gasilske zveze Kranjska Gora smo preverjali predvsem spoštovanje odredb o prepovedi zadrževanja na javnih krajih. Še posebej smo nadzor vršili na turistično priljubljenih lokacijah v občini ter kolesarski povezavi. Policija policijske postaje iz Kranjske Gore je z mobilnimi zaporami preverjala vstop v občino. Moram poudariti in vas pohvaliti, da se odredb o prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča ljudje držite. Gasilci Gasilske zveze Kranjska Gora so z vozili opravljali obhode po celotni občini. Pri nadzoru spoštovanja odredb so si pomagali tudi sodobnimi tehnologijami, kot je uporaba brezpilotnega letalnika drona, za hitrejše in lažje opazovanje javnih površin v kratkem času. Kot sem že prej omenil, večjih kršitev ni bilo zaznati. Izdanih je bilo nekaj ustnih opozoril, gasilci so imeli intervencijo gašenja požara v naravnem okolju kljub prepovedi kurjenja. Zato ponovno obveščam vse prebivalce občine, da je kurjenje na prostem z odredbo vlade in odlokom občine prepovedano. Iz vsega naštetega je moč sklepati, da so vse službe, policija, redarstvo in gasilci opravili res vzorno delo in da prav zaradi vas, spoštovane občanke in občani, nismo imeli pretiranega dela in posredovanj. Z nadzorom gibanja na javnih površinah ter s kontrolo vstopa v občino bomo nadaljevali tudi v tednu, ki je pred nami. Še posebej intenzivno ob koncu tedna, ko prihajajo velikonočni prazniki in podaljšan vikend. V sodelovanju s koordinacijsko skupino na občini vršimo dostavo hrane in nujnih življenjskih potrebščin tistim, kateri si zaradi nastale situacije ali obolelosti ne morejo tega sami zagotoviti. S ponudnikom namestitvenih kapacitet občinski štab civilne zaščite pripravlja načrt namestitve in oskrbe tako domačinov kot tudi oskrbovancev ter zdravstvenih delavcev iz doma Viharnik, če bi se izkazala potreba po takšni storitvi. Zaščitne opreme za potrebe nujnih služb, ki delujejo v občini v skladišču, dovolj. Dnevno se spremljajo izdaje in poraba teh sredstev, oprema se nabavlja v skladu z načrtom opremljanja. V koncu tedna smo s pomočjo predstavnikov krajevne skupnosti opremili vse domove v občini z najmanj eno zaščitno pravilno masko, ter s tem pripomogli k večji varnosti nas vseh,
ter po drugi strani olajšali občanom gibanje v zaprtih javnih prostorih. Kolikor katero gospodinjstvo maske ni prijelo oziroma se je zaradi upravičenega razloga pojavila potreba po dodatni, vas prosimo, da pokličete na občino in bomo dostavo nemudoma uredili. Zaostrovanje dosedanjih ukrepov vlade ob dosedanjem upoštevanju že sprejetih in razloženih v mojih preteklih objavah ni potrebno. Na tem mestu vas v imenu štaba civilne zaščite, v imenu občine in v svojem imenu prosim, da se držite vseh odredb, ki so spodane strani vlade, da bomo čim prej obrnili krivuljo potrjenih primerov navzdol. S tem bomo zmanjšali nevarnost okužbe in z malo sreče v najkrajšem možnem času, kolikor toliko normalno zaživeli. Spodbuden podatek za našo občino je preprečitev nenadzorovanega naraščanja potrjenih primerov okužb. Do današnjega dne imamo potrjene 3 in samo želimo si lahko, da spoštovanjem vsega povedanega tako ostane tudi v prihodnje. Da vas spomnim, vse informacije dobite na internetni strani občine, lokalni televiziji ATM ter drugih socialnih medijah. Poleg tega pa še vedno ostanemo samozaščitniški in držimo distanco. Rad bi se zahvalil vsakemu od vas za vse vzpodbudne besede, ki jih namenjate v zadnjih dneh ter tekom našega delovanja, kot tudi za vsako ponujeno pomoč v kakršnikoli obliki. S tem vemo, da smo na pravi poti in da delamo vse na način, da v največji možni meri zajezimo širjenje virusa in vam v teh časih olajšamo življenje. Še malo ostanimo doma, da ostanemo zdravi.